Najprej dobrodošli še enkrat na Gospodarski zbornici Slovenije in takoj naj rečem, da je to še posebej radosten dan, radosten trenutek, ko pravzaprav na pot pospremljamo novo sekcijo in jaz sem prepričan, da bomo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, da boste seveda uresničili svoje cilje, ki si jih boste tudi danes zastavili, o katerih verjamem, da ste se že polno pogovarjali in razmišljali. Na nas, na zbornici kot taki, pa je seveda, da te cilje poskušamo pomagati doseči in vse, kar bo v naši moči, bomo za to seveda tudi storili. Najprej naj se uvodoma res iskreno zahvalim tako iniciatorjem, torej predstavnikom podjetij, ki ste predlagali tudi ustanovitev te sekcije, tistim, ki ste bili v dosedanjem delu najbolj aktivni in pa seveda tudi tistim, ki boste prevzeli zdaj recimo temu vodilne funkcije ali pa te pomembne naloge, zato da bo sekcija res zaživela ali pa, kot se reče, s polnimi pljuči. Obenem bi se zelo rad zahvalil tudi in predsedniku Podjetniško-trgovske zbornice in pa seveda tudi naši direktorici Vidi za to, da sta oba prisluhnila pravzaprav potrebi, ki se je pojavila ob, bomo rekli, oblikovanju te sekcije. Namreč, če kaj, potem je dogajanje zdaj v koroni in v tej epidemiji pokazalo, da se ali pa so se zaradi tega spreminjale tudi navade potrošnikov, tisti vsakodnevni običaji so malce drugačni, predvsem pa se je pokazalo, kako pomembno je, da so posamezni sektorji ali še bolj ožje, se pravi deli posameznih sektorjev panog, tesno povezani, da so seveda usklajeni pri svojih, lahko rečemo temu, tudi zahtevah, ko se sprejemajo določeni ukrepi, v tem primeru protikoronski ukrepi. To je samo en primer, kako lahko takšna povezava, takšna sekcija, kakršno ustanavljamo danes, učinkovito sodeluje, deluje pri skupnem oblikovanju nekih pravil. Vsi se seveda zavedamo, kako pomembno je, da se epidemijo čim prej omeji, da se njen učinek spravi na minimum, kot rečemo, ampak seveda to lahko naredimo na takšen ali drugačen način. Predvsem je pomembno, da tudi gospodarstvo in to tisto gospodarstvo, ki je neposredno vključeno v določene panoge, sektorje, pri oblikovanju teh ukrepov lahko sodeluje. To je samo eden primer, najbolj plastičen, seveda najbolj aktualen, torej sodelovanje pri samem oblikovanju, določanju, osmišljanju protikoronskih ukrepov. Ampak takšnih področij, kjer boste lahko v prihodnje bili glas, kjer boste lahko preko sistema Gospodarske zbornice Slovenije na glas zahtevali, da tudi tako rečem, svoje, da ne rečem pravice, ampak predloge in tudi upravičeno pričakujete, da bodo ti predlogi uspešni, je kar nekaj. Od pogojev dela do samega poslovnega okolja, do različnih zakonskih uredb, ki se spreminjajo, do prenosa določenih direktiv iz Evropske unije. Polno je tega, kar se dotika vašega vsakodnevnega življenja, predvsem pa, kot rečeno, dela. In prav je, da se obstajajo številne inštitucije, nekateri ste že zdaj tudi člani drugih zbornic, ampak tukaj s to sekcijo mislim, da smo dosegli in dobili res kritično maso nekih idej, predlogov in predvsem tudi organizacijske umeščenosti v tako imenovani PTZ, ki bo seveda najbolj glasno zagovarjal vse te vaše zahteve in interese, zato da enostavno skupnimi močmi dosežemo boljše pogoje za vaše, pa tudi poslovanje vseh ostalih podobnih podjetij. Jaz verjamem, da se bo zbornica z aktivnim delom oziroma sekcija z aktivnim delom krepila, da bomo ob letu osorej, da bo ta prostor absolutno premajhen za vse, tako da verjamem, da bo vaše delo govorilo samo zase. Tako da bi vam ob koncu zaželel obilo uspeha, predvsem pa še enkrat izpostavil, da vam je Gospodarska zbornica Slovenije z skupnimi nalogami, kot rečemo, torej z vsemi temi podpornimi organizacijskimi enotami od pravne službe, recimo zdaj pri ustanavljanju same sekcije. Andrej, hvala za tvojo pomoč, od torej pravne službe, kadrovske službe, kjer bo potrebno, PR službe, tudi ta vidik je izjemno pomemben, seveda
do internacionalizacijskega oddelka, torej pa če boste imeli kakšne takšne želje, stav in bo vam vedno te službe torej na razpolago. To je moja obveza, moja dolžnost, da poskrbimo in poskrbim za to in to vam seveda obljubljam. Tako da tudi seveda moja vrata, ne samo vrata gospoda predsednika Branka, tudi seveda vrata direktorice Vide so vselej, tudi moja, vselej odprta in ste dobrodošli z idejami, predlogami, pa tudi seveda kakšno kritiko, če boste videli, da smo lahko še boljši, še bolj učinkoviti. Tako da vam ob zaključku še enkrat želim res vse najboljše v tem še enkrat pomembnem dogodku, tako za vašo sekcijo kot PTZ, kot seveda tudi GZS. Hvala lepa.